Dan se je začel s fino kavico, s fruštkom, pa prosim, ne se zgražati nad količino peteršilja. Potem sem pa jaz že pičila naprej v... No, se boste videli. Na Instagramu sem vas vprašala, kaj naj naredim za naslednji vlog in ste rekli, preživi dan z mano. Tako da jaz sem si izbrala sicer en tak dan, ko v bistvu nimam kaj veliko dela, kar je v bistvu plus, da smo lahko prišli sem, če imaš naberati, ni pa glihveno reprezentacija tega, kako moji dnevi izgledajo. Zato je, ker noben dan ni enak drugmu. Včasih se začne ful počasi in berem knjigo, ampak pol delam ful pozno popoldne. Včasih delam čez vikend, pa imam pol ponedeljek frej ali pa sredo frej. Včasih so obdobja, ko se dela na polno, 6-7 dni na teden, pa je pol obdobje daljše, ko je pauza, recimo tu je bil letos moj februar, ko sem bila v Lizboni pa na Zanzibarju. Tako da ni ustaljenosti. In ja, temu pritiče pač tu, da danes naberamo, če imaš sred tedna. Se pa zdaj počutim kot Michael Scott sred gozda v unji epizodi, ki se je snemal. Totally alone right now, with only my thoughts. I love it. I'm loving it. I can literally say anything I want. Ker je moje srce zdaj res odprto, bi pa sem na hitro naslovila še, zakaj v bistvu me ni bilo na YouTubeu 2-3 mesece. Ja, gremo se še o tem povedati. Govorili se bomo o dveh temnih oblačkih. Ker včeraj so mi kar malo solze prišle na oči, ko sem pomislila, v kakšnem dreku sem bila lani. Decembra, novembra. Tako dobesedno, kome sem se iz postelje zjutraj vstala. Zelo je bilo temno in hladno, metaforično in tudi v mojem srcu. Ja. Prvi oblaček je nekaj, kar sem delila tudi na YouTubeu, takrat, ko sem se sred Dolomitev jokala, ko je umrl najin pes. Sem imela piknika zelo rada. Bil je najin pes od leta 2020 in proces do trenutka, ko je bil spavan, je bil dolg, trajal je par mesecev. Tako da jaz sem prejokala toliko solz, ke še za nobenega fanta, nikoli v življenju nisem še toliko jokala, v bistvu, ko zaradi njega. In potem, ko ga enkrat tudi ni bilo več, misliš, zdaj smo pa tako dodali čez, v bistvu je pa še vedno bilo hudo, ampak v nekih drugih oblikah, mogoče malo bolj pasivnih. Prav včeraj mi je na misel prišlo, saj ne veš, ko si v zosu, ne veš, da si v zosu, ampak kako sem lani jesen bila v neki najbolj zaflakani trenerki, cela razcapana, raztrgana, kar mi je tako všeč včasih biti, ampak takrat je bilo prav, videla sem, da nisem jaz. Mastni lasje v čučko in sem šla v neko lokalno trgovino si kupiti, ne vem, koren ali neki. In ko mrko gledaš, ki si neprijazen, ki si najslabša verzija sebe. Enkrat sem celo fakiča nekomu pokazala iz avta. Tako da. In zdaj se mi zdi, da sem na točki, ko je piknik v enem čudovitem spominu, čisto skoraj vsak dan sva tako, ko bi piknik tule v živi, imava nov kavč, kako bi piknik tule gor piknik. Ima tudi svoje mesto v gozdu, svoj memorial site, pogovarjava se z njim, obiskujeva ga. In ta oblak, ja, je bil velik, težek, ampak se mi zdi, da zdaj se vse bolj nekako jasni, osmišlja in to. Potem imamo pa še drug temen oblak, ker ga sem pa sem parkrat naslovila na storijih. Tako da nekateri že veste, kaj bo. In to je, da sva s Klemnom uradno neploden par. Za otroka se trudba že več kot leto pa pol in nisem še noseča. Mislim, upam, da sem zdajle noseča. Ne, ampak si ne dajem več nekih ful visokih pričakovanj, ker vem, kako je, ko priletiš na trda betonska tla. Ta proces je na začetku bil zabaven, pa jaz sem prav piči miško zvezek napisala, da imam uno energijo, ko tipi, ko škarpe gradijo, naredimo otroka. Pa se to ni zgodilo, pa si razočaran, žalosten, jezen, obupan, hočeš roke pač tako pobegant, moj
zelo dober res obrambni mehanizem je pobeg, da bi se jaz kar ločila, odšla in spremenila identiteto. Tega nisem naredila. In potem sva se začela s tem soočati, tudi na eni točki seveda greš do ginekologinje, ki te napoti naprej. In ne bom zdaj razlagala, nisva na IVF-u, sva šla pa čez vse te neke preglede, preiskave, in po vseh parametrih sva medva zdrav par. Zdrav par in to je to. In ni niti ene stvari narobe z nama in nič ne rabim jaz na nobene terapije hoditi. In zdaj jaz tu ful govorim s tem žarom, ful tako malo komični vložki, skoraj stand-up, tle sreča maža. Bilo je pa seveda v velikih obdobjih ful težko in je dodalo vsem tako smrt piknika in pa še nisi zmožen imeti otrok, potem ko se mi zdi, sem jaz imela lani feeling, da sem toliko svojega življenja prilagodila temu, da ustvarim gnezdo za novo živo bitje, ki ga potem ni, da se mi je kar malo začelo fuzlati in res tako spet reset, kdo jaz sploh sem, kaj so moje vrednote, kaj si sploh želim. V glavnem, tudi tu smo dali čez, veliko težkih trenutkov, veliko pogovorov, veliko enega joka, ampak zdaj bi rekla, da smo končno splezali ven iz tistega, kar je najhujše in tudi, da si res v enem takem krču pričakovanja in da, ko je minus na testu nosečnosti, te čisto sesuje in potre. Zdi se mi, da sva potem ugotovila, da če ne bova znala živeti življenja naprej složno, z užitkom, z nekimi res srčnimi izberami preživljanja tega življenja, da brez veze. Tu je pripeljalo do tega, da sva tudi medva veliko bolj složna, zdaj tako prav zaljubljena. In da je zdaj veliko bolj tisto občutek, da dejansko delava vse, kar je lahko in privabljava to dušico novo k nama v gnezdice, Kubo in hkrati se imava pa medva še vedno dober in uživava. Tako da to je to. Zdaj jaz tle blepetam že toliko časa, če imaš se ne bo sam nabral, tako da gremo zdaj, če imaš naberati. Pokazala čez. To bo za krompir, tle bomo krompir sadili. Tule imamo pač jasen pa čebulo. Evo, zdaj veste. Tule, je to tu? Če bi jaz prej kaj razmišljala, bi kaj ful fancy naredila, ampak imamo v bistvu ful hrane za porabiti, tako da bo hrana zavestno, spraznimo špajzo, vibes, kosilu, bo pa če imaš vsem dodan v te jedi, pa da vam pokažem. Snemamo po toku, pa mi stric reče, kaj pa snemate? A je tako malo narava? A vodo? Tako ja, vodo, pa zdaj, ko se narava prebuja, če imaš, pa ja, lepo. Pozdravljeni, lepo si imejte, res lepo. Redek primerek. Influencerje, na čemaževih polih.
roke. Pegliti. Mislil sem ti predlagati zato, ker je lepo vreme. V avtu so stvari, se gre in se prebarva. Nice. Ja. Should we do it? Ja. Lej v vrst, lej kam grejo. Nama. Usteka. Če bi bil trgovski potnik, kakšen bi bil slogan za Marlenko? Greh ni vedno greh. Včasih je le Marlenka. Popoldne se je nadaljevalo čist v skladju z prenovo, ki trenutno poteka v najinem stanovanju, in sicer tile regali se sami pobarvali ne bodo. Pa pejmo. Virginia. Imaš posneto, ne? Ne, glih si ti blokiral svojo. Vse je palo. Vervamo. Pa tu gre. Ne vem še. Ej, ne, res, mera sva jela, preden sva prišla. Hvala. Hvala. Tanko slojna glazura, barva 3. Rdeči bor. Pa se moj bom bude z... Dober dan. Povejte, jaz sem influencer. Io oče. Ma che buono. E questo è formaggio. Sì. Una buona omaka. Così. Kako pa je omaka res v italijanščini? Seveda, pozamo. Kimči. Saj sem preveč žic vzel. A ja! Kva pa je tu? Prej boš razložil. Za maline peklarji, pogledajte. Odpadki Janov vrt. Odpadki Janov vrt. Odpadki te lešince iz male hiške, ki ste 2 let nazaj, se mi zdi, sem tu dol dajala. Še vlog sem posnela. Tako. In zdaj je to lepo za tole malince. Hudu. Prvi svet, če boš. Ja, bom sploh dvojine uporabila, ker tu je vse klavno v delu. Klamen je tu zdaj prebarval, mislim, da malo prebarval. Ne, ti si pa prevrnila. Jaz sem pa prevrnila, tako da pa tudi nalepke sem dala stran. Tako da Ivar, oziroma po klavnovu Ajvar, bo sedaj prebarvan. In kmalu grem jaz na trening, tako da greste z mano še na trening, Klemen gre pa na per. Ja pa ne greste zraven. Tako sem po pestrem dnevu zvečer prišla domov, si naredila en girl dinner, ki je vseboval motovilc, regrat, lokardo, čemažev pesto, domač drožast kruhek, pa imam srčka zdraven, nažgala sem si eno Ghibli risanko in to je to. Hvala, da ste bili z mano, če imate kakšen komentarček, ga zapišite spodaj, vsak like bo seveda dobrodošel. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem vlogu, ko bo pa že čist na temo prenove. Čau, čau!